Pozdravljeni v današnji oddaji. Znova vam ponujamo 3 teme, vmes pa še kakšno zanimivost. Slovenija je članica Federacije veterinarjev Evrope in Evropske unije veterinarjev, praktikov ter EVERI Evropskega združenja veterinarjev v raziskovanju in izobraževanju. In prav te dni poteka v Mariboru skupščina. Ob tej priložnosti gostimo docenta dr. Boruta Zemljiča. Lep pozdrav želim. Dobar večer. Morda najprej, kako to, da je Maribor sploh dobil to skupščino? Vaša osebna prizadevanja za to? Odgovor je pravzaprav zelo preprost, kar me vprašalo tudi dosti delegatov, ki so prišli. Slovenija, ok, poznali smo jo. Zakaj Maribor? Enostavno zato, ker tu živim. Koliko je vseh udeležencev tega srečanja? 160. Odkot vse prihajajo? Iz 38 držav Evrope in Evropske unije in Evrope. In to se pravi, Turčija se šteje kot evropska država. Ukrajina prav tako. To se pravi, 38 držav. Vsega skupaj. Kje je bilo največje težišče tega vašega srečanja? Samo na skupščini, volilni skupščini? Katere teme ste izpostavili? No, skupščina je volilna vsaki 2 leti. Letos je ravno to volilno leto. Mogoče smo tudi zaradi tega kandidirali za organizacijo te skupščine, ker smo imeli pač svoje načrte, da bi enega od naših kolegov spravili v upravni odbor Unije veterinarjev praktikov, kar nam je, moram povedati, tudi uspelo. Poleg tega pa seveda na skupščini ne razpravljamo samo o, da rečem, političnih zadevah, ampak razpravljamo seveda o strokovnih zadevah, predvsem o strokovnih zadevah, ki se tičejo veterinarjev, seveda pa posredno in predvsem potrošnikov, varnosti potrošnikov, varne hrane, dobrega počutja živali, vse to je bilo na tapeti. Nekako je bilo v začetku rečeno o raziskovanju in izobraževanju. Gre samo za izobraževanje tistih, ki bodo nekoč postali strokovnjaki, ali gre za izobraževanje tudi javnosti, ki bi bilo dobro, da o nekaterih stvareh ve več, kot je morda vedela pred časom? No, če govorite o EVERI-ju, EVERI je Evropsko združenje veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju in industriji. In tu gre samo za veterinarje, to se pravi za stroko, ne gre za javnost. Seveda pa je naša naloga ne skozi EVERI, ampak bom rekel skozi vsakodnevno delo izobraževanje naših, bom rekel, uporabnikov, ja. To se pravi lastnikov živali, to je pa pravzaprav naše stalno delo. Kakšen je pravzaprav odnos ljudi do živali danes? Ja, bom rekel, lahko ga delimo v osnovi na 2 dela. En del je tisti, ki je, to se pravi, so lastniki živali, uporabnih, kot pravimo mi, gospodarskih živali. Tam je pač odnos bistveno bolj proizvoden, kot je bil včasih. To se pravi, ljudje bolj gledajo na živali kot vir zaslužka in del tehnološkega procesa. In pa seveda drugi del, tako zvane ljubiteljske živali, kjer pa se zopet opaža v zadnjih letih, da je odnos do teh živali včasih, moram reči, pretiran. No. Včasih ni čisto 100% normalen. No. V kakšnem smislu pretiran? No, nekateri pač enačijo živali z ljudmi, kar bom rekel, kar se tiče odnosa žival človek do neke mere ni problematično, ker žival lahko naredi za človeka marsikaj, kar si drugi ljudje težko predstavljajo oziroma kar ljudje drugi ne morejo narediti. Vendar se potem včasih takšna, da rečem, ljubezen sprevrže v enačenje živali z človekom, govorimo o raznih kužkih, mucah in podobnih stvareh, kar pa ni čisto 100% vredno. Živimo v globaliziranem svetu, začenja se čas dopustov. Govorite tudi kaj o tem, kako poskrbeti za živali pri prehodu recimo različnih meja, oziroma kako poskrbeti za tiste živali, ki jih jemljemo s seboj, oziroma tiste, ki jih jemljajo s seboj na dopust. No, to je bila pravzaprav zadnja točka dnevnega reda danes. Pripravlja se, da rečem, nova popravljena direktiva o prometu, da rečem, družnih živali, to se pravi živali, ki jih ima človek pri sebi za neko druženje, to se pravi za zabavo.
Spreminja se v toliko, da se bo točno določilo, kakšni so pogoji potovanja živali po Evropi in izven Evrope v tako zvane tretje dežele. In kar bi pravzaprav bilo najbolj pomembno povedati, je to, da danes ni težava, kako priti iz Evropske unije, ne? Ampak je bistvena težava, kako priti nazaj v Evropsko unijo. Ker se mnogokrat zgodi, in to smo že v praksi tudi doživljali, da lastnik odpelje svojega psa ali pa mačko, ali pa zadnjič smo imeli sivega žakoja, recimo, no, pa tudi še kako drugo žival, jo odpelje preko meje, tam ga nihče nič ne vpraša, ko se pa vrača nazaj, ga pa seveda na slovenski meji vprašajo, ker vstopa v Evropsko unijo, in pravila in predpisi so zelo natančni. Zato je naša naloga veterinarjev, da lastnike seveda o tem obveščamo in jim povemo, da bi znali imeti težave. Pred mogoče nekaj tedni so gledalci zasledili novico o opisi tega pevca Bebra, ki ga je prinesel v Evropo in zdaj ga ne more prenesti nazaj, od koder je prišel, zaradi tega, ker so pač predpisi takšni, kot so. Povejte mi, kako ste se veterinarji odzvali glede te prehranske verige in škandalov, ki so se pojavljali v zvezi z uporabo mesa v tej prehranski verigi? Jaz moram povedati, da je veterinarska zbornica in jaz v imenu veterinarske zbornice ves čas, bom rekel, se jasno opredeljevala do problema, tudi povedala, zakaj je ta problem nastal. Problem je v tem, da tako zvana liberalizacija v prometu z hrano ni primerna. Potrebno je imeti jasen in točen in strog nadzor nad proizvodnjo, prometom, distribucijo vseh hranil. In jaz pravim, da ni liberalizacije na tem področju, ker v tem primeru se lahko zgodi marsikaj. Jaz bom tako rekel, z eno kravo se lahko nahrani 500 ljudi in če je karkoli narobe z mesom te krave, bo imelo težave 500 ljudi, to pa že, bom rekel, velika množica. Ne? Čisto za konec še eno vprašanje. Slovenija dobi leta 2015 kongres. Ja, to je ravno novica, bom rekel, to je novica dneva za nas veterinarje. Pravkar sem dobil sporočilo iz Beograda, kjer se odvija zdajšnji 13. Srednjeevropski bojatrični kongres. To je kongres veterinarjev, ki se ukvarjajo z prežvekovalci. No in kolega je javil, da smo na sestanku upravnega odbora dobili 2015. leta ta srednjeevropski kongres in obenem tudi smo dobili simpozij Evropskega koledža specialistov iz področja bojatrike, zopet prežvekovalcev, ki se pač, to so teh 180 veterinarskih specialistov v Evropi, ki se ukvarja predvsem z prežvekovalci. Prav, najlepša hvala za pogovor in uspešno izpeljavo skupščine tukaj v Mariboru. Lepa hvala. Tako, ostajamo pri živalih. Poletje je pred vrati in veliko ljudi vzame na oddih tudi hišnega ljubljenčka. Da bi bila potovanja z ljubljenčki lažja, je Evropski parlament odobril nova pravila, ki bodo olajšala potovanja v tujino. For this moggy and furry friends like her, travelling isn't the best experience. At this clinic in Brussels, Dr. Verbeek gives one dog a rabies vaccination. And this ginger cat isn't looking too happy about being fitted with a microchip. In 2001, stricter laws were put in place in Europe to combat rabies. New measures were introduced so that pet lovers could go on holiday with their fluffy friends, instead of being forced to either leave them at home or subject them to quarantine. You need a passport, you need a microchip, identification, and you need a rabies shot. But some EU countries have extra levels of protection. For example, if you want to bring a pet into the UK, it's advised that you stay in another EU country for 6 months to prevent the animal from being quarantined on arrival. But on the other hand, in France, a pet can travel without a health certificate. Indeed, for the vets as us, it should be very much simple if every country have the same rules. And no doubt better too for pet owners. And so that's exactly what's on the cards, a simplified, harmonised set of rules. Well, that's if you're a cat, dog and oddly, a ferret. Wir haben festgelegt, dass die bisherige strenge Regel, nur 5 Tiere mitführen zu dürfen, beseitigt wurde. Wir haben also für Sportveranstaltungen, Ausstellungen ermöglicht, dass auch mehrere Tiere mitgenommen wurden. Und wir haben
doch denke ich, durch Entbürokratisierung eine wesentliche Erleichterung für den Heimtier, für den Besitzer des Tieres erreicht. Pets under 3 months will also be exempt from anti-rabies vaccinations. In Strasbourg, MEPs voted in favour of the new rules, but in the future they're also calling for a pet database. We wanted an electronic database so that we could keep a record of all of these pet movements, so that in the event of some kind of disease outbreak, it would be much easier to trace it back. But remember, if you do travel outside the EU with your pet for an extended period of time, your fluffy companion will be subject to blood tests and even the dreaded pet jail. So our advice, plan before you travel. Tako tudi v drugi temi ostajamo pri raziskovanju, tokrat pri najmlajših, tistih v osnovnih šolah, ki se radi spogledujejo z odkrivanjem novega. V studiu pozdravljam Melanie Jozič, Evo Malovrh in Žigo Rebernika. Pravzaprav gre za 4 mlade nadobudneže, danes so z nami samo 3, ki so prejeli zlato in srebrno priznanje. Morda najprej za kakšno tekmovanje šlo in kdo je pravzaprav podelil ta priznanja? Šlo je za tekmovanje mladih raziskovalcev, državno tekmovanje. Podelili so nam, Zveza za tehnično kulturo nam je podelila priznanja. Najprej smo se morali udeležiti regijskega tekmovanja, ki je potekalo v vsaki regiji, in potem se je 6 raziskovalnih nalog za vsakega izmed 20 področij uvrstilo na državno tekmovanje. Izmed teh smo bili tudi mi. Kdo je s tabo delal nalogo? Sama delala nalogo Gala Trajkovič, ki je žal danes odsotna. Povej mi, česa ste lotili? Lotili smo se raziskovanja o mobilnih telefonih, naslov bil Brez mobilnega telefona mi živeti ni. In v okviru te raziskovalne naloge so preučevali, kakšen vpliv ima na naš, saj se zavedamo, da je to med mladimi danes velik problem, odvisnost od mobilnih telefonov. Učiteljica, profesorica je kaj pomagala? Ja, veliko. Pravzaprav je veliko spodbujala z vsemi nasveti, ki nam jih je dala skozi raziskovalno nalogo. In najverjetneje tudi ne bi vztrajali tako dolgo pri tej raziskovalni nalogi, če ne bi imeli te mentorice Veronike Frešer. Ti imaš mobitel? Ja, imam. Pa ga pogosto uporabljaš? Ja, kar uporabljam največ za pisanje tekstovnih sporočil. Torej ti ni živeti brez mobitela? Težko bi preživela več kot en teden. Več kot en teden. Povej mi, kakšni so rezultati tega tvojega oziroma vajinega raziskovanja? Prišlo je do tega, da midve smo najprej izvedli anketo, nato pa eksperimentalni del. V anketi smo anketirali 3. triado in tam so učenci zatrjevali okoli 68%, da bi lahko preživeli te dni brez mobilnega telefona. Vendar, ko smo ta eksperiment dejansko izvedli, se je eksperimentov udeležilo le okoli 10% tega, kar kaže na to, da so odvisni najstniki od teh mobilnih telefonov. Imaš občutek, da so odvisni samo najstniki ali tudi drugi ljudje? Tudi drugi ljudje, saj se pogosto zanašamo na njih, in tudi na starejše ljudi se zanaša, da bodo vedno in vsakem trenutku dosegljivi, in prav to so povzročili mobilni telefoni. Torej se več ne znate srečati, ne da bi se nekajkrat poklicali po mobitelu? Pravzaprav ne, ker računamo na to, da se bo tisti javil v vsakem trenutku, da nam bo dosegljiv, in to je pravzaprav tista neka varnost, ki jo pri drugem imamo na nek način, ampak vendar na nek način ta telefon krati našo svobodo, naš prosti čas. Ti si ne dovoliš, da ti ga preveč krati ali pač? Nažalost si še malo preveč dovolim, vendar pravim omejiti njegovo uporabo. Kaj vse uporabljaš? Največ uporabljam internet in te medije in potem socialna omrežja, ki so tam, Facebook, Twitter, Skype. Telefon pravzaprav uporabljam manj kot ta socialna omrežja. In vidve sta dobili srebrno priznanje. Prav, čestitam. Vidva sta se pa ukvarjala s čim? Z raziskovanjem slovanskih imen. Kje? Med našo populacijo. Recimo, povejte, kako sta se lotila raziskovanja te naloge? Ja, prvo sva začela z literarnim delom, torej sva vzela tisto, kar je že v bistvu bilo zapisano. Ampak ker sva ugotovila, da prav knjig oziroma literature o slovanskih imenih ni, je se nam zdelo najbolje, da to kar sama najbolje opraviva, in zato sva naredila še na to eksperimentalni del, v katerem sva postavila anketo in izpraševala učence od stare 13 do 15 let in potem s tem pridobila te zaključke. No, ampak kakšen je nabor teh besed? Kje sta jih poiskala? Kje sta jih našla?
Ja, midva sva pač z anketo vprašala učence po njihovih imenih, po imenih staršev in pa starih staršev. In s tem sva prišla do pač velikega nabora teh imen in sva morala pač vsaka posebej razvrstiti, glede na to, ali so krščanska. To sva tako sva dala predvsem germanska in pa latinska ter grška imena, ki jih je pač cerkev prevzela in jih uvrstila v svoj koledar. Posebej pa sva obravnavala slovanska imena, ki pa so pravzaprav naša, ne? Ampak so bila skozi zgodovino prepovedana, kar se nam je zdelo zelo zanimivo. In zanimalo nas je, koliko se je pač teh res naših imen ohranilo do danes. In koliko se jih je? Ja, pravzaprav je bilo povprečju v vseh generacijah nekje 15% slovanskih imen. Lahko navedete nekaj primerov? Recimo najbolj znan je Črtomir, seveda iz Prešernovega krsta pri Savici in pa ime Istok, drugače pa tudi Bogomila ali pa krajše različice Mila, Zora, Jasna. So to danes še pogosta imena? Koliko je recimo vajinih sošolcev takih, ki imajo imena, ki ste jih V najni generaciji so v raziskovala? bistvu bila samo 2 fanta, ki sta imela slovansko ime. To je bilo v bistvu še to bolj posodobljena oblika, to sta pa Uroš in Aljaž. Ste jih vprašala morda tudi, zakaj oziroma odkot njihova imena? Ne, pravzaprav se ti učenci niti ne zavedajo tega svojih imen, ne. S tem se je tudi potrdila ena najnih hipotez, ki sva jo na začetku postavila, da učenci zelo slabo poznajo svoja lastna imena in se niti ne zavedajo, kakšnega izvora so njihova imena. In kaj pomenita vajini imeni? Moje ime Eva je hebrejsko in pomeni življenje. Moje ime Žiga pa je germanska različica, imena Sigmund pomeni pa zmaga. Bi lahko tudi kaj povedala svoji prijateljici, sošolki o njenem imenu? Melanie je grško ime, pomeni pa črn, ja. Aha. Pa saj si črna, ne? Malo. In vidva sta prejela zlato priznanje. Kakšno je vaše prihodnje delo? Greste v srednje šole? Se želite v življenju ukvarjati z raziskovanjem? Mislim še malce nadaljevati, ja. Recimo v kateri smeri? Ne bi več sociologije, mogoče bi se bolj na kakšno biologijo, kemijo, fiziko, ker me to bolj zanima. Aha, pa ti? Jaz definitivno ostajam pri takšnih predmetih. Jezikovnih, ja. Jaz pa še ne vem za naprej. Veš pa, v katero šolo greš? Ja. Po koncu. Še nekaj dni pa je konec pouka, Ja. ne? Aha. In kam? Na prvo gimnazijo v Na prvo Mariboru. gimnazijo. Torej še 4 leta časa, potem pa Ja. odločitev, kaj bi študiral. Ja, res je. Je prav, vsem 3 oziroma 4 še enkrat iskrene čestitke, uspešno delo, zaključek šole in pa potem vse dobro tudi v srednješolskem izobraževanju. Hvala. Preden se lotimo napovedi še enega zanimivega dogodka, prireditve Ciciban poje, pa še nekaj zanimivosti, ki jih je zbral Matej Korošec. Kljub protivladnim protestom, ki v teh dneh pretresajo več turških mest, v osrednji carigrajski kulturni znamenitosti, mošeji Hagiji Sofiji, turistični obisk ne opada. Večina turistov je sicer vedela za proteste, a so se vseeno odločili obiskati deželo v Bosporju. We intended to come to Istanbul and we heard about the protests, but we didn't see that as a threat to where we were going or anything, so we just came on, didn't change any of our plans. Abbiamo saputo della protesta il giorno prima e ci siamo subito un po' preoccupati. Abbiamo chiamato il Ministero degli Esteri nel nostro paese, in Italia, e ci hanno comunque rassicurato, ci hanno detto che la protesta era limitata a una piazza. Protivladni protesti v Turčiji trajajo že dober teden, zrasli pa so iz nasprotovanja gradnji nakupovalnega središča na območju parka Gezi. Po pretirani uporabi policijske sile pa so se sprevrgli v krvave proteste proti vladi. Protestniki namreč zahtevajo odstop premierja Erdogana. V nemirjih je bilo po podatkih borcev za človekove pravice ranjenih že več kot 1300 ljudi. Marsikaj pa je v svojem življenju doživel tudi 105-letni Novozelandec angleškega porekla Bob Edwards. Eno zadnjih doživetij je priznanje, da je postal najstarejši novozelandski voznik. Edwards je sicer začel delati pri 10 letih. Leta 1925 je kot 17-letnik dobil prvo vozniško dovoljenje. 2 leti kasneje pa se je odzval klicu domovine za pomoč v njenih kolonijah. Tako ga je pot prinesla na Novo Zelandijo, kjer je 2 leti delal na kmetiji, kasneje pa je postal voznik.
Kmalu je zaslužil dovolj, da je ustanovil lastno prevozno podjetje in zaposlil nekaj ljudi. Ko je izbruhnila druga svetovna vojna, je tovornjake prodal in pomagal v vojni industriji. Po vojni je najprej vozil šolski avtobus in se kmalu zaljubil v morje. Tako je do upokojitve s trajektom prevažal turiste. Večkrat se je celo zlagal o svoji starosti, da je lahko delal dlje. And how does it feel being New Zealand's oldest driver? I don't know. I can't feel that way. In fact, I don't think I'm old. Edwards je v 88 letih za volanom imel le eno prometno nesrečo in dobil eno kazen za prehitro vožnjo. Še danes vozi najmanj 3-krat na teden in se vožnji ne namerava odreči. S tem dokazuje tudi, da starejši niso nevarni vozniki. The highest risk group of drivers we have by far are young drivers. Older drivers on a per kilometre driven basis are involved in far fewer crashes than younger drivers. Mlade in mlade po srcu v Franciji pa je navdušila nova modna muha, ki se je razširila švedskega. V pariškem švedskem inštitutu so predstavili ritem kosila. Gre namreč za plesno zabavo, ki jo lahko obiščete med odmorom za kosilo. Za samo 8 evrov udeleženci dobijo sendvič, plastenko vode in zabavo, ki jo pričara priznani DJ. En fait, j'adore danser, mais je commence à me faire vieille. Et du coup, je tiens plus toute la nuit le week-end. Je me suis dit qu'un midi en semaine, ça serait pas mal. As I go back to work after, it means for me no alcohol today. So without alcohol, my behavior will be nicer, sure nicer with the girl. People are here, you start the music at 1 o'clock exactly, and you play for 1 hour, and people are dancing basically for 60 minutes, and then they go back to work. So it's much more intense than a normal nightclub that would be like 4, maybe 5 hours, 6, 7 even. Zaradi velike priljubljenosti tovrstnih zabav naj bi se podobna prizorišča začela kmalu odpirati po vsej francoski prestolnici. S konjskim poplesovanjem pa je povezana nova telesna vadba, ki jo je razvila 61-letna Joanna Rohrbeck. Poimenovala jo je Prancercise, kar bi lahko prevedli v vaje v konjskem poplesovanju. Predstavitveni video, ki ga je decembra lani naložila na spletni portal YouTube, si je ogledalo več kot 5 milijonov ljudi. V videu Rohrbeckova predstavlja več različnih načinov gibanja pri novi vadbi, ki je obnorela mnoge. Izdala je tudi knjigo. Zaradi vadbe, ki naj bi človeka ohranjala gibčnega, vitalnega in radoživega, pa jo vabijo tudi na številne televizijske intervjuje. Nenavaden oče pa je Američan Heath Campbell. Ta teden se je namreč pojavil na sodišču v New Jerseyju, ker je zahteval skrbništvo nad svojim najmlajšim sinom, oblečen v nacistično uniformo. Samooklicani beli nadčlovek je sicer skrbništvo nad otroki izgubil prav zato, ker je vse svoje potomce, tudi najmlajšega Honsa, poimenoval z imeni, ki jih je navdihnil nacizem. I'm going to tell the judge, I love my children, I want to be a father, let me be it. Let me prove to the world that I'm a good father. Campbell tako upa, da ga sodnik ne bo ocenjeval zgolj po zunanjosti. Sicer pa mu je ameriška socialna služba že leta 2009 odvzela tudi 6-letnega sina Adolfa Hitlerja ter 5-letno in 4-letno hčerko Joycelyn Aryan Nation in Honslin Hindler. Sodišče bo zaslišanje Campbella nadaljevalo konec meseca. Tako in zdaj še eno povabilo. Prihodnji teden vas vabimo na 43. revijo Ciciban poje in pleše 2013. Več o sami prireditvi pa v nadaljevanju z Matijo Vanlom. Lep pozdrav. Dobar dan. Morda najprej za 43. prireditev gre, kako se je to vse skupaj začelo, kje so vse te prireditve nekoč že potekale? Tako že 43-tič neprekinjeno se dogaja Ciciban poje in pleše v Mariboru. Vse skupaj se je začelo v mestnem parku, pri mestnem paviljonu z nastopom otroških pevskih zborov mariborskih vrtcev. Potem je ta prireditev nekako napredovala v Unionsko dvorano, kjer so se potem odvijali nastopi pevskih zborov, pridružile so se jim tudi plesne skupine.
tam v 90-ih letih se za podporo zboru pojavi še en majhen orkester in v začetku tega tisočletja, bi lahko rekli, po 30. Cicibanu smo našega Cicibana prestavili v Slovensko narodno gledališče, v veliko dvorano, kjer danes naši najmlajši nastopajo. 40-letnica, ki je bila pred 3 leti, je nekako odzvenela v teh starih časih in marsikdo je sedel v dvorani, ki je med tistimi prvimi takrat tudi nastopil še kot majhen otrok. Kdaj bo vse skupaj, koliko koncertov bo? Ciciban poje in pleše se sedaj odvija v 2 koncertih in sicer v torek 11. junija. Prvi koncert bo ob 15:30, drugi pa ob 18. Odkot pravzaprav pridajo vsi ti pevci? Pevci in plesalci prihajajo iz, bomo rekli, cele severovzhodne Slovenije, se pravi cele, skoraj bi lahko rekli Štajerske, vse tja od Ruš do vseh vrtcev Maribora, do Slovenske Bistrice, Markovcev, Ormoža, Velike Nedelje, Pesnice, Pernice. Preko 700 otrok bo nastopilo, 15 pevskih zborov, 11 plesnih skupin. Vse skupaj bo spremljal majhen orkester, ki ga sestavljajo flauta, klarinet, čelo, klavir in tolkala. Kakšna ljudska bo spremljena še s kakšno diatonično harmoniko, s harmoniko. Orfo instrumentari se pojavi kot spremljava in plesne skupine z glasbeno spremljavo iz posnetka, ki nam bojo pa pričarali razne koreografije, pripovedi, bi lahko rekli zanimive zgodbe, ki jih otroci vidijo v svojem plesu. Glede na to, da je 700 nastopajočih, je to pravzaprav velik organizacijski zalogaj. Zagotovo. Ciciban poje in pleše je prireditev, ki je organizacijsko zelo zahtevna. V zadnjih letih smo jo zagotovo tudi izpopolnili. Same priprave začenjamo že tam meseca novembra, decembra, ko se prvič srečamo, ko se recimo dogovorimo za neko temo, ki jo bojo zborovodkinje izbrale za pevske zbore. Tako smo v letu 2012 potovali po Evropi. V sklopu Evropske prestolnice kulture smo izbirali otroške pesmice iz cele Evrope, pa tudi iz celega sveta. Imeli smo že temo slovenske ljudske pesmi. Letos smo rekli, da ostanemo v enem okvirju otroških pesmi. Program je zelo pester, od slovenskih ljudskih, slovenskih otroških, Janeza Bitenca, Janeza Kuharja in podobnih, pa vse tja do mednarodnih ljudskih, afriških, ameriških, pa kakšnih popularnih, ki se tudi najdejo. Potem, ko izberemo program, se potem srečujemo večkrat, sodeluje pri sami organizaciji tudi priznani skladatelj, gospod Tomaž Habe, ki nam za orkester tudi napiše priredbe. Priredbe potem posnamemo, da lahko zborčki vadijo ob posnetkih, imamo vaje, v ponedeljek imamo generalko, da spoznamo ta gromozanski oder, ki ga otroci seveda niso navajeni in da je potem vse pripravljeno za ta koncert v torek. Koliko pesmi izvede vsak zbor? Zborčki bo izvedli po 3 pesmi, koreografija pa je dolga plesna nekje med 2 do 3 minute. To otrokom pomeni nagrada, v bistvu že sam nastop, ne? Ne izbirate najboljših zborov ali pač? Ne. Treba je povedati, da je Ciciban poje in pleše edinstvena prireditev v celotni Sloveniji. Sicer smo dobili nekaj, bomo rekli, posnemovalcev, ki nas našo idejo nastopa predšolskih zborov z neko spremljavo tudi, bomo rekli, podvojijo in skušajo narediti podobne zgodbe. Za otroke je to zagotovo poseben doživljaj. Otrok nastopa v vrtcu, nastopa kje pri kakšni skupini, ko sodeluje pri kakšni popoldanski dejavnosti. Ta prireditev je pa prav posebna. V bistvu otroka pripeljemo v največji kulturni hram v Sloveniji, to je Slovensko narodno gledališče Maribor, kjer spozna ne samo dvorano, ogromno dvorano, spozna zaodrje, spozna celo funkcioniranje hiše, kako ogromna hiša od zadaj stoji, spozna vse te reflektorje, pod katerimi stoji, in to je zagotovo zanimiva izkušnja za otroke in zagotovo dobra popotnica za v prihodnje. Govorim o obisku kulturnih prireditev, o smislu za slovensko glasbo, slovensko glasbeno izročilo in ne nazadnje vzgajamo v bistvu en širok krog ljudi
z obiskom dvorane in z obiskom takšne prireditve. Kako je z vstopnicami? Vstopnice bojo na voljo od ponedeljka na blagajni SNG Maribor. Mimo grede, ne smemo pozabiti povedati, da seveda prireditev zvesto spremlja tudi RTV Maribor, tako radio kot televizija, tako da bosta oba koncerta posneta televizijsko in bosta v kratkem predvajana na sporedu regionalnega programa Maribor. Mislim, da že nedeljo 23. junija prvi del, 30. junija drugi del. Vse to bo tudi dosegljivo, kolikor so mi povedali kasneje, tudi na portalu, tako da bo možno posnetek pogledati tudi na internetu, za kar smo seveda RTV-ju zelo hvaležni, tako da Cici Band doseže res širšo publiko in potem se ne čudimo, ko prihajajo vse tja od Novega mesta pa Krška vprašanja, če bi lahko sodelovali na takšni prireditvi, kot je Cici Band poje in pleše. Kdaj odvrnete nekoga, ki ni iz severovzhodnega konca Slovenije? Situacija je seveda zakomplicirana. Mi imamo zdaj nek krog vrtcev, ki sodelujejo na tej prireditvi. V štartu v bistvu gre za vrtce Maribora in okolice. Skupni soorganizator je skupnost vrtcev Maribora, ki vključuje vse mariborske vrtce. Seveda smo pa po tradiciji, ko smo se odločili za 2 koncerta, povabili k sodelovanju še druge, tako kot smo povedali, se pravi Slovensko Bistrico, Ruše, Pesnico, pa tja Miklavž in proti Ormožu. Tako da nekako smo v bistvu čisto polni. Mi si ne moremo več privoščiti še dodatnih nastopajočih kapacitete. SNG dvorane so tudi omejene, tako pri publiki, kot tudi pri garderobah in dolžini. Tako da zaenkrat smo tu. Bomo pa veseli, če nas bo še kdo posnemal, če bo podobno prireditev tudi po drugih koncih Slovenije organiziral. Prav, najlepša hvala za pogovor in uspešen koncert v torek, tako tisti prvi in drugi, ki bo na sporedu, in seveda uspešen nastop tudi najmlajšim. Hvala lepa. Tako, prišli smo do konca današnjega druženja. Pridružite se najmlajšim v SNG Maribor, še predtem pa izkoristite konec tedna, baje se tokrat vendarle obita več sonca in celo manj vetra. Nasvidenje do ponedeljka, ko bo z vami Zoran. Lahko noč.